Pozdravljeni v novi epizodi Čistih debat, kjer se Jaka in Katja iz Društva Ekologi brez meja pogovarjava o različnih temah, povezanih predvsem s plastiko za enkratno uporabo. In ker je ravno danes svetovni dan recikliranja, se bomo seveda posvetili temi recikliranja plastike. Za začetek pa mogoče, da razjasniva se nam zdi glavni mit pri vsem skupaj. Kakšna je razlika med ločenim zbiranjem odpadkov in med recikliranjem? Ker dejstvo je, posamezniki v Sloveniji ne recikliramo plastike. Ja, mogoče nam se zdi zelo očiten odgovor na to, da je ločeno zbiranje predpogoj za recikliranje, ker recikliranje je ta proces, ko spremenimo snov v nekaj drugega ali pa iz snovi naredimo ponovno surovino. Ločeno zbiranje je pa samo neka logistika. Torej, to smo razčistili za začetek, zdaj pa se kar lotiva te najine teme. Kako je z recikliranjem plastike v Sloveniji? Poznamo številke, da smo kar precej dobri, kar se tiče ločenega zbiranja odpadkov. Kaj pa pravijo številke o recikliranju, kje to poteka? Skratka, vse me zanima v tej temi. Ja, zelo prav odličnih številk nimamo v resnici. Imamo obveznost zaradi evropskih ciljev poročati vsako leto o stopnji recikliranja plastične embalaže, lesne embalaže, ampak to je edini plastični del, Tako da imamo, tudi del cilje glede recikliranja elektronske opreme, ki je delno plastika, ampak v resnici za cel plastični tok nimamo dobrih podatkov, ker je v veliko različnih odpadkih, tudi ko jih uradno klasificiramo, je lahko noter plastika in ne vemo, koliko je mogoče plastike v gradbenih odpadkih, ki jih recikliramo in podobno. Tako da nimamo najboljših podatkov, niti te podatki za stopnjo reciklirane embalaže niso najboljši, tako da je še precej enega dela, da bomo prav razumeli obseg naše učinkovitosti pri recikliranju. Res je, da zato, ker imamo visoko stopnjo ločenega zbiranja, zajamemo več teh odpadkov na način, da jih je lažje reciklirati, ker je manj nečistot zraven, manj drugih odpadkov. Je pa seveda tudi res, da potem je v teh koših za mešano embalažo tudi precej ene embalaže, ki jo reciklerji nočejo. Zato, ker je malo vredna, so drugi materiali, tudi mogoče je težko ločiti različne plastike med sabo in včasih potem prihaja do, kako bi rekel, nenamenskega mešanja v procesih, da se ukvarjamo z eno plastiko namesto drugo in nam mogoče kemizem malo pokvari. Tako da ja, v Sloveniji imamo dejansko tudi reciklerje plastike, tukaj imamo proizvajalce plastičnih izdelkov, tako da delno smo pri tem samozadostni, ampak plastike je res ogromno in tudi količine so ogromne, tako da potencial je še za delo na tem področju. Ampak v sklopu projekta Plastika naša vsakdanja, ki smo ga vodili pred leti, smo malo povprašali komunalna podjetja in druge deležnike na tem področju, kaj se dogaja s to plastično embalažo, kaj smo takrat ugotovili. Vem, da smo imeli 1%, koliko pa naj bi se recikliralo teh odpadkov pri nas? Ja, v Sloveniji ravno zaradi težav, ki jih imamo z zakonodajo okrog proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kar precej vpliva na sistem, kako zbiramo in ravnamo s plastično embalažo. Imamo te težave, da so podatki slabi in da se najbrž reciklira precej manj, kot mislimo. Ocena mislim, da je bila takrat okrog tretjina, podobno kot smo slišali iz različnih drugih virov, tako da to se je kar poklopilo. Zdaj, na evropski ravni imamo standardizirano metodologijo za poročanje in podobno, ampak hudič je vedno v detajlih. Tudi statistični urad ima včasih težave z našimi podatki o odpadkih, ker se menjajo kode odpadkov, torej uradna vrsta odpadkov, podobno pride do mešanja odpadkov, lahko, čeprav v določenih primerih je celo prepovedano. Tako da zagotovo je stopnja pod tem ciljem, ki ga moramo doseči, ki je 55% za plastično embalažo, imamo še veliko dela na tem. In seveda najlažje je reciklirati neko industrijsko embalažo, ker imamo velike količine ene plastike, ki je iz istega materiala, ki je homogena, ki je najbrž precej čista in je pač odlična vhodna surovina. Če si predstavljaš, da imaš en tok, ki je polno enih drobnarij, različnih oblik, velikosti, majhnih razlik v sami sestavi, ker imamo tako različne tudi podvrste plastike,
Tako da je razumljivo, da industrija reciklerska preferira neke industrijske odpadke plastične, ampak ja, v končni fazi 60% vseh plastičnih odpadkov je embalaža, a ne, in večina tega nastane vseeno pri nas kot potrošnikih. Okay, preden se lotiva rešitev, kako izboljšati to stopnjo recikliranja, pa me zanima, če samo na kratko opišeš ta proces, kako to vse skupaj poteka, sicer pa gledalke in gledalce vabim, da pogledajo še ostale videe na našem YouTube kanalu, ker smo tam tudi podrobno posneli in opisali recimo pot plastenke od odpadka do nove surovine, tako da tam je res vizualno vse lepo predstavljeno. Bomo dali tudi povezavo spodaj v opis posnetka, ampak ja, en tak šnel kurs reciklaže zdaj v parih besedah, Jaka. Parih besedah? Dobro, Okay. Lahko v malo več besedah, ampak kratko in jedrnato. Ja, torej, ko pride surovina do reciklerja, jo še sam pregleda, torej izloči spet kakšne stvari, ki niso zaželene v njegovem procesu, ki je vsakič specifičen, potem operejo, posušijo, ponavadi potem to razsekljajo, zdrobijo, zmeljajo, da tudi povečajo aktivno površino in potem to v končni fazi segrejejo, potisnejo skozi filtre oziroma sita, tako da se še druge nečistoče ujamejo, dodajo po potrebi kakšne druge dodatke ali pa primarno plastiko in na koncu pade ven taka leča oziroma plastični peleti. Kaj pa vse lahko potem naredimo s to reciklirano plastiko, ne? Zdaj je kar moderno, da vidimo čevlje iz reciklirane plastike, pa razno embalažo. Zakaj se v bistvu vsa ta plastika lahko uporabi in ali so tu kakšne specifike? Načeloma lahko za karkoli, pač odvisno, kakšno plastiko proizvedeš. Včasih ima lahko boljše lastnosti kot primarna plastika, včasih ima lahko slabše, čisto odvisno tudi od sestave vhodnih surovin, seveda. Je pa res, so dodatne zahteve, na primer za plastiko oziroma za embalažo, ki bo prišla v stik z živili. Imamo prav ločeno strogo zakonodajo glede tega, tako da na primer, ne vem, če recikliramo tale okvir od mikrofona, neka tehnično najbrž spada to pod e-odpadke, a ne, tle so lahko še kakšne barjeve spojine noter zaradi večje nevarnosti, takim zadevam se probamo izogibati v zadevah, ki bojo v stiku z nami tudi interno, ravno zaradi našega zdravja, a ne, tako da je tam več omejitev ali pa so višji standardi kakovosti, ki jih morajo te surovine reciklirane ali pa nereciklirane dosegati, da sploh lahko jih uporabljamo, a ne. Tako da glavna omejitev je vseeno nekje drugje, v tem, da če proces ni dobro zasnovan, ponavadi prihaja do podcikliranja, a ne. Da ne recikliramo materiala v material iste kakovosti, ampak je malo šibše kakovosti, mogoče malo mehansko šibkejši, mogoče je kakšna druga lastnost, manj prožno, bolj prožno, nekaj nezaželenega in to potem omejuje nabor izdelkov, za katere jih lahko uporabimo, a ne. Okay, za steklo recimo vemo, da se lahko tako rekoč reciklira v nedogled. Kako je s tem pri plastiki in ali sploh lahko obstaja izdelek iz 100% reciklirane plastike ali je treba še vseeno primešati kako to deviško plastiko zraven? Dobro vprašanje. Odvisno, kaj razumeš pod to. Ker seveda plastika sama ima te razne aditive noter, barvila, levo, desno. In zdaj, če razumemo, da je iz 100% plastike, reciklirane plastike lahko pomeni samo, da je vse, kar je plastičnega v izdelku, iz 100% reciklirane plastike, lahko pomeni, da je samo ta polimerna osnova vsa reciklirana, pa je še vedno lahko tudi do 30% enih drugih stvari zraven. Pač je čisto odvisno, kako gledaš, ali je celokupno ali ne. Tako da tle je tudi nekaj v resnici malo nerazumevanja, neiskrenosti ali pa celo zelenega zavajanja prisotnega. A je reciklaža zeleno zavajanje oziroma vedno nekako pravimo, da je recikliranje izhod v sili? Zakaj? Ja, ne bi rekel, da je zavajanje, ker je vseeno del te naše hierarhije ravnanja z odpadki. Še vedno je boljši odpadek reciklirati, kot pa odložiti recimo, ali pa zažgati. Ampak ni pa to rešitev, ker v končni fazi, dokler bomo delali slabe izdelke, bomo imeli probleme z njimi kot odpadki.
ali pa že kot izdelki. In recikliranje tega prav nič ne spremeni. Tako da, če hočemo delati na res nekih krožnosti, nekih dolgotrajnih rešitvah, so potem bolj pomembna boljša zasnova, preprečevanje druge oblike popravil, modularne stvari in podobno. Manjša vsebnost nevarnih snovi in podobno, kar tudi lahko izboljša reciklabilnost samo. Ampak recikliranje je izhod v sili v smislu, da je ravnanje z odpadki izhod v sili. Ker mi bi mogli zminimizirati količino odpadkov, ker če se samo pogovarjamo o ravnanju z odpadki, potem se bomo vedno vrteli v teh istih krogih. Seveda, ko enkrat imaš odpadek, je bolje reciklirati kot uničiti, ampak fokus bi mogel biti drugje. Iz tega vidika je jasno, da nekateri ne podpirajo recikliranja, zato ker je treba več podpore dati ponovni uporabi, ampak za tisti delček, ki pa ostane, je pa recikliranje čisto v redu rešitev. Tudi pri plastiki, ker imamo zdaj v razvoju neke prototipne kemičnega recikliranja, ki bo mogoče potencialno učinkovito, ker lahko, seveda je zelo intenzivno, ampak lahko določene nečistoče izloča, lahko prečiščuje šibkejšo plastiko, pa da ne prihaja do podrecikliranja. Je nekaj potenciala tudi za nadcikliranje na tem segmentu, ampak je še precej nepreizkušeno in tudi precej se dogaja, da je kemično recikliranje bolj kot ne izgovor za sežig odpadkov, ker se proizvaja samo nova goriva iz te plastike. Pa je reciklaža okoljsko proces, ali se dogajajo tudi kakšni vplivi na okolje pri sami tej predelavi plastike? Mislim, pri vseh industrijskih procesih se dogajajo vplivi na okolje. Zdaj pri recikliranju mogoče so bolj znani primeri, ko se potem sam reciklat, ko prihaja do izpustov okolja, ko se kakšni kontejnerji v morje skipajo po nesreči ali pa v okolici tovarne, dostikrat onesnažena pokrajina, potoki, tla s temi majhnimi koščki. V vodi jim rečejo nurdli, recimo, je tako nenavadno ime. Tako da imamo iniciative, ki samo popisujejo, samo čistijo te zadeve, ampak v Evropi bi rekel, da je tega precej manj, ker imamo kar dobro urejeno zakonodajo. In je taka zelo osnovna zadeva, kar lahko okoljski inšpektorji preverijo. Eno vprašanje, na katerega sem čakala cel čas, ker je vezano na najino prejšnjo epizodo o vrstah plastike. Katera številka je najbolj primerna za reciklažo, se največ reciklira oziroma ja? Ja, v bistvu nimamo podatkov na ravni polimerov za Slovenijo, ampak seveda med najbolj zaželenimi je številka 1, 5, torej kar so večino plastenk iz tega, zato ker tudi imamo po novem tudi cilje za vsebnost reciklirane plastike v plastenkah, tako da je interes na strani seveda pijačarske industrije, da bi to zajemali pa lahko uporabljali, seveda interes delno tudi na ravni tekstilne industrije, ker se iz istega lahko poliester dela. Potem seveda so neke druge rabe še kot izolacija in podobno, ampak tam kakovost ni toliko potrebna. Iz plastenke v plastenko se ohranja ta visok nivo in je za stik z živili primerno. Tako da zagotovo to, potem mogoče polipropilen, tudi gre dobro, HDPE, LDPE, tako da je vse teh glavnih 6 se precej reciklira. Recimo PVC je manj prisoten v nekem našem vsakdanjem življenju, ampak ga tudi znamo. Je pa precej težje, precej bolj zahtevno ali pa dražje, zato ker pač vsebuje klor in pri slabem ravnanju se lahko zelo strupene stvari sproščajo. Se pravi, načeloma od 1 do 6 nekako gre, pač z izjemo PVC-ja. Pa polistiren tudi ni najboljši, pa če je v obliki stiroporja ali pa kakšne druge oblike. In tudi precej nam uhaja v naravo, se poznamo, ko se drobi recimo stiropora. Tako da tam tudi ni neke želje pa interesa, ker po eni strani je to, znamo mi mehanično ali pa kemično to reciklirati, poznamo procese, po drugi strani pa tudi, a je na trgu povpraševanje sploh za reciklat, a je zakonodaja, ki to spodbuja, a je, razvit trg sekundarnih surovin, ker pač če je plastika iz fosilnih goriv toliko bolj poceni kot reciklat, nikoli ne bojo konkurenčni, dokler nimamo ali takih ciljev, da mora biti neka obvezna osebnost, ali pa dokler ni nekega javnega pritiska, da se to zgodi,
pač pol ekonomika zmaga in je čisto odvisno od tega nihanja cen nafte in podobno in včasih ni nobenega interesa potem za reciklate. Ne glede na to, ali je PET ali je kaj slabšega. Iz katere plastike pa so plastični zamaški? Vemo, da je to en tak slovenski nacionalni šport, zbiranje plastičnih zamaškov, žal ne, za podporo humanitarnim organizacijam, ampak zakaj je to toliko vreden material, da se za njega da denar dobiti? Mislim, tudi za kaj drugega bi se dalo od odpadkov, ne? Ampak bolj je to, da so zamaški majhni. Če bi zbirali plastenke, to ogromno prostora zavzame. Načeloma so lahko iz različnih materialov, trendi seveda, da je iz istega materiala kot plastenka. Ne vem, če sem že videl sicer kakšno, ker potem lahko hkrati zamašek, to, kar bomo morali držati zamašek na plastenki, tudi ko odpremo po novem, in sama plastenka se lahko v istem procesu reciklira, ampak načeloma mislim, da je iz trših plastik, kot mogoče HDP, in je zato potem tudi obravnava drugačna kasneje v procesu. Ampak je vse lažje, če imaš eno obliko materiala, en proces in je manj dela s nekim posortiranjem ali pa da bi ljudje lupali pol te stvari dol in podobno. In zato je najbolj tudi tako pomembno, da ločeno zbiramo odpadke pravilno, zato da dobijo naši reciklerji sploh primerno surovino, da jo lahko predelajo, ne, da imajo manj teh izzivov in zato vedno tudi poudarjamo. Ločevanje odpadkov je tisti prvi začetek, kjer lahko izboljšamo naše ravnanje z odpadki. Počasi smo pri koncu in kot vedno na koncu razkrivava neke rešitve, ideje, predloge. Na ravni posameznikov boste lahko ideje za pravilno ločeno zbiranje in kako spodbuditi reciklažo spremljali na naših družbenih omrežjih, midva pa se dotakniva proizvajalcev in odločevalcev, ki so tudi del našega ekosistema. Kaj bi mogli odločevalci in proizvajalci narediti za to, da bi bilo v uporabi več reciklirane plastike, da bi se več plastičnih odpadkov recikliralo? Kot sva slišala, si že omenil, da je ta reciklirana plastika trenutno dražja od te deviške, ki jo pridobivamo iz fosilnih goriv in tukaj bi se dalo zagotovo marsikaj narediti. No, kakšni so tvoji predlogi? Ja, za recikliranje bi bilo seveda idealno, če bi bilo manj plastike na trgu, v smislu manj pestrosti, ker če je 90 000 različnih poddružin, je čista zmeda, ampak zagotovo se lahko malo standardizira neke deleže dodatkov, neke mikse in podobno, da je potem tudi sam proces pri recikliranju je bolj tekoč, je manj nekih izjemnih dogodkov, ki kvarijo mašino, ki uničujejo cele pošiljke. In če bo prišlo nekaj do te standardizacije na tem področju, recimo na evropski ravni, ker samo na slovenski ravni bi bilo precej iluzorno kaj takega pričakovati, bi bilo idealno. Tudi, ne vem, dela se podobno, kot se dela na standardizaciji za ponovno uporabo, torej da bi bile oblike povsod podobne. Tako da na ravni proizvajalcev so take zadeve, tudi izboljšati ta prenos informacij, ker oni imajo zastopnike, da ravnajo z odpadki, ampak trenutno ta proizvajalčeva razširjena odgovornost ne funkcionira na način, da bi proizvajalci dobivali res dobre podatke nazaj in da bi se čutili zavezane, da kaj dobrega naredijo, tako da niso recimo obdavčeni progresivno, glede na to, kako problematično embalažo dajo na trg, ne čutijo nobenih posledic v resnici. Pač odvisno je, koliko dajo na trg, to je to, pa če je tisto ta največji krš od embalaže ali pa če je najboljša. Razen za PVC je izjema, tam je malo dražje. Tako da to je, kar se tiče tega odnosa razvijalci, proizvajalci pa reciklerji, kar se tiče odločevalci reciklerji. Ja, delno je seveda pač ta ureditev, ki trenutno delno blokira Ustavno sodišče, da je pač sistemska osnova dobra, da spodbuja te stvari, da zahteva, da prevzamejo odgovornost proizvajalci, da ni to samo delegirano eni drugi organizaciji in se potem smo si umili roke. Za večje recikliranje seveda pol bi lahko tudi pričakovali, ko bo večji interes, da bojo tudi proizvajalci se bolj povezovali, tudi mogoče sami vlagali v razvoj dodatnih tehnologij, kapacitet, če je potreba in podobno, iskanju rešitev. Potem seveda vedno bi bilo koristno, če bi imeli strožje cilje, več ciljev, več neke iniciative, ker
dokler pač se jih nečemu ne zavežemo, ponavadi na državni ravni niti ne naredimo, zato smo precej tako odvisni tudi od evropskih ciljev, ki se zvišujejo s časom, ne. To pomeni, da bo treba vedno več delati, ampak če bomo samo čakali, da nas to doleti, bomo vedno zamujali, bomo vedno slabši, lahko bi bili pa vodilni, a ne. Pa ja, mogoče tudi ta sekundarni trg, ki sem ga prej omenil, torej, da bi bila tudi mogoče, da bi bile tudi druge okoljske dajatve tako prilagojene, da bi v bistvu bilo skoraj zagotovljeno, da eno neko ekonomsko smotrno recikliranje je lahko konkurenčno na trgu. To je spet mogoče bolj rešitev za evropske zadeve, zato ker imamo skupni trg in bog ne daj, da bi karkoli bilo nepravičnega med državami, ampak dokler bojo primarni viri cenejši ali pa vedno v prednosti, bo tle interes predvsem na strani nekih ozaveščenih ali pa nekih progresivnih podjetij, namesto da bi bil to standard, ne. Ok, torej vemo, kaj nam je narediti, potrebujemo progresivna podjetja in stroge odločevalce, kaj pa lahko mi sami kot navadni smrtniki naredimo, pa lahko spremljate na naših družbenih omrežjih, kjer nas najdete pod Ekologi brez meja. Midva se za tokrat poslavljava, vabiva k ogledu vseh preteklih in tudi naslednjih epizod Čistih debat in to je to. Hvala za pozornost.